podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Lepo pozdravljeni v videokastu Davki do dna. Tokrat bomo seveda govorili o pravkar sprejetih božičnicah v Državnem zboru, pogovarjali pa se bomo tudi o drugih nagradah. Časi so aktualni, bliža se novo leto, nagrade pričakujemo več ali manj vsi, podjetja jih morajo izplačati, nekatere so davčno ugodnejše, druge so davčno manj ugodne, nekatere bodo pregledovali delovni, druge finančni inšpektori. Z nami je davčna svetovalka Barbara Guzina, pogovor pa bom vodila novinarka Financ Tanja Smrekar. Vabljeni. Živijo, Barbara, kako si? Midva se bomo kar tikali, ne? Seveda. Ja, seveda, evo. Za začetek, božičnica oziroma zimski regres. Kdor bi že tako izplačal božičnico, nima težav. Kdor pa je bil že pred koncem leta v škripcih in recimo ni imel denarja tudi za kakšne druge obveznosti in je to prišlo zelo na hitro, ne, ima pa tudi velike težave. Kaj tebi tarnajo recimo tvoje stranke? Zelo različno, Tanja. Veš, v bistvu imamo zelo različne stranke, od manjših podjetnikov, recimo družinskih podjetij. Tukaj so v bistvu veseli, da bojo sebi, mogoče svojim družinskim članom, mogoče še kakšnim bližnjim zaposlenim izplačali nekaj dodatno brez davkov. Ne. Imamo pa tudi stranke velika podjetja, kjer v bistvu planirajo vse prihodke in vse odhodke za leto, 2, 3 naprej. Za leto naprej, recimo po mesecih. In vsakršna odstopanja je treba pojasniti, je treba opredeliti, je treba se mogoče zagovarjati pred lastniki. V takih podjetjih pa seveda takole na vrat na nos, če lahko tako rečem, sprejetje neke nove obveznosti, če tudi je ta neobdavčena, ni najbolj, bom rekla, najbolj domiselno. Se pravi, imajo večje težave, v bistvu večji, kot recimo tisti najmanjši, a ne, ki imajo recimo le nekaj zaposlenih ali pa v bistvu nikogar, ne, če so, Seveda je to zelo odvisno, ne? Tudi manjši ali pa srednja podjetja imajo lahko težave, če imajo veliko zaposlenih in tega stroška niso planirali. Tista, ki posluje zelo uspešno in so želeli tako ali tako nagraditi zaposlene, mislim, da je to dobrodošlo. Medtem ko tisti, ki pa morda niso tako uspešni ali pa tudi recimo je njihova sezona poleti ali pa ne zdaj ob koncu leta in tukaj ne razpolagajo z nekimi presežnimi finančnimi sredstvi, seveda za te pa ni najbolj ugodno. Ne? Podjetja imajo sicer možnost, če so nelikvidna, da skratka zimski regres izplačajo do konca marca. Ampak zdaj je tukaj problem, ne? Kdaj je podjetje nelikvidno? Ne? Kaj se zgodi, recimo, če obišče podjetje inšpektor in moraš ti dokazati, da si nelikviden? To sicer morda ni tako davčno vprašanje, kot je bolj delovnopravno vprašanje, ker davčno gledano verjetno davčni inšpektor ne bo kaznoval podjetja, gre pač le za izplačilo ali bodisi regresa, zimskega regresa, ki je neobdavčen z davki in prispevki in tukaj nekaj kaznih davčne uprave ne bi moglo biti. Lahko pa povem iz lastnih izkušenj, v vseh teh letih nismo imeli težav, kadar je podjetje izplačalo del tega poletnega, če lahko tako rečem, regresa, tudi do kasneje, recimo do 1. novembra, ni bilo treba dokazovati neke nelikvidnosti, a ne pomembno je, da je bil ta regres izplačan. Tle vidim težave, do težave bi lahko prišlo, če bi kakšen od delavcev tožil podjetje, da pač podjetje ni bilo nelikvidno, pa mu je prepozno izplačalo regres. Ampak kaj bi bila tukaj kazen? Zamudne obresti? Recimo, ne? Se pravi, ni recimo določene kakšne inšpekcijske drugačne kazni. Moraš plačati z obrestmi zaposlenemu in to je to. In tako lahko pričakujemo, da bodo recimo delovni inšpektori, če ne bo kakšne tožbe, a neki hodili naokoli šele po marcu, tako kot je to pri poletnem regresu, ko hodijo naokoli po začetku novembra. Drži, Je pa še ena možnost, ne? In sicer velja samo letos, ti lahko izplačaš četrtino tega zimskega regresa do 18. decembra, če bo seveda zakon takrat tudi dejansko v veljavi, a ne? Preostanek pa do konca marca. Tukaj pa ni potrebno, da si nelikviden, ampak imaš v bistvu prepoved izplačevanja dividend, nagrad poslovodstvu in podobno. Ampak po vsem tem, kar si ti povedala, se ti v bistvu bolj splača iti na nelikvidnost in potem do konca marca izplačati cel zimski regres kot četrtino zdaj in potem 3/4 kasneje, pri čemer, če greš na ta člen zakona, potem tudi ne moreš, izplačati dobička, nagrad poslovodstvu ali to, razumem narobe.
To je spet odvisno od situacije. Podjetja, ki imajo težave, se bodo verjetno odločilo za to drugo opcijo in vse izplačale do konca marca. Ne? Če že res imajo težave in potem tako ne izplačujejo dobička praviloma in tudi ne nagrad poslovodstvu. To bi bili zelo redki primeri. Drugače pa se strinjam s tabo na nek način. Ne? Čeprav zdi se mi, da večina podjetij bo vseeno izplačala kar zdaj, ker večina podjetij želi nagraditi zaposlene. Pred koncem leta. Ampak sej ne govorimo o tem, da si ne želijo, ampak nekdo res ne more. Ne, tisti, ki res ne morejo pa... Ampak, a veš, če res ne morejo do konca, do 18. decembra, verjetnost, da bojo pa zelo lahko izplačali do konca marca, pa tudi verjetno ne obstaja. Ne? Je zelo velika verjetnost, da tudi do konca marca se morda situacija ne bo bistveno popravila. Odvisno od panoge. Se pravi, nekako bodo morali to izplačati, tik pred volitvami bodo recimo ali pa nekaj mesecev pred volitvami bodo ljudje dobili pač denar na svoj račun. Večkrat se je že omenjalo, da gre to za kar lep predvolilni bonbon. Recimo, ampak kdor pa nima veliko denarja, bo pa potem mogoče poletnega regresa izplačal manj, kot bi ga sicer. To je pa že po volitvah. To si pa zelo dobro povedala. V bistvu tudi meni se zdi, da tisti, ki pa bojo imeli težave in bojo recimo zdaj izplačali do konca marca, se pa utegne zgoditi, da bi sicer izplačali regres v polni višini. Se pravi, okoli 2500, recimo, zdaj je to trenutno 2500, plača, ampak ga bojo v minimalni višini, recimo, ko je minimalna plača. Pa tudi ne smemo nekaj pozabiti. Tisti, ki bodo izplačali ta zimski regres do konca marca, bodo mogli potem ponovno decembra še enega. To sta 2 izplačila v naslednjem letu. In poletni regres, do konca junija, če se ne motim, oziroma do 1. novembra. Skratka, ampak država pa s tem očitno nima problema. Javni sektor bo dobil v polni višini regres takoj, ko bo zakon stopil v veljavo, če bo to po 18. decembru, ker kot pravijo, denar se nekje že najde, to je nekako drugače kot v podjetjih in to je uzakonjeno, da dobijo v polni višini in nikoli ne kasneje. Pa če greva mimo teh vsaj za nekatere norih božičnic, kako bi sicer komentirala ostale možnosti nagrajevanja, ki so pri nas na voljo. Nekaj dosti ugodnega, recimo na prvo žogo ni zadnjici, tudi ti sama pisala o poslovni uspešnosti. Ta je sicer razbremenjena dohodnine, ne pa prispevkov in prispevki so pri nas veselo rastejo, kljub temu, da je OECD že večkrat opozarjala, da so pri nas prispevki visoki, da so tudi vse vlade obljubljale razbremenitev na tem področju, vsaj namigovale na to, oziroma velikokrat kar neposredno rekle, tako da tukaj to vzamem nazaj. Kaj bi povedala recimo o tej poslovni uspešnosti, ki se mimogrede pokriva tudi z božičnico? Zadnjič je predstavnik vlade izjavil, da že danes imamo pred sprejetjem tega zimskega regresa možnosti davčno manj ali pa davčno bolj ugodnega nagrajevanja delavcev in je posebej izpostavil pravno nagrado za poslovno uspešnost. To me je malo razburilo in sem šla računati, koliko je dejansko tukaj razlike v obdavčitvi. Je približno 10 odstotnih točk, ampak to ni ravno, bistveno pa ne. Recimo, če je plača nekje povprečno obdavčena tam 40 odstotkov, je bila pa nagrada za poslovno uspešnost recimo 30 odstotkov. Mi moramo vedeti, da nagrada za poslovno uspešnost je razbremenjena ali pa oproščena samo plačevanja dohodnine. Ne pa prispevkov. In prispevki so tisto, kar je pri nas visoko. In imamo prispevke dvojne, in delodajalca in delojemalca. Pri nas vedno, nikoli ni bilo problem dohodnine. Dohodninska lestvica je progresivna, stopničasta in šele tam nekje pri 100.000 bruto plače ti padeš v najvišji razred, 50-odstotno stopno. 50-odstotna stopnja ni nekaj posebnega, to ima veliko držav v Evropi. In plačuje se nad 100.000 evrov, da podarimo, ne pa, samo nad določenim zneskom. Problem pa nas so prispevki. Prispevki so zdaj narasli na 40 pa še malo odstotkov, če sploh ne vzamem dodatnega zdravstvenega prispevka zraven. In to je ogromno. Poleg tega je zelo neprimerno tudi, da ti prispevki niso omejeni. Namreč mi moramo vedeti, prispevki in davki niso čisto ista zadeva. Pri prispevkih mi plačamo za to, da dobimo določeno protistoritev strani države. Prispevek je v bistvu neke vrste zavarovanje in če gledamo solidarnostno pri zdravstvenem, pa pustimo ob strani recimo, kakšna je potem storitev, ki jo dobimo, se pravi, predvsem mislim na čakalne dobe.
Imamo pa pokojninski prispevek, o katerem ti verjetno tudi govoriš zaradi omejenosti. Ne? Ja, zaradi omejitve, tako porodniški prispevek, za zaposlovanje, tudi nadomestilo za zaposlovanje je omejeno, medtem ko prispevki so pa vedno neomejeni. In na določenem nivoju bi jaz rekla, da bi lahko prispevki govorili kot o davkih. Davki pa neka splošna dajatev, ki ni za točno določen namen, ampak je za splošno dobro. Torej ti lahko plačuješ v nedogled, recimo prispevek za pokojninsko zavarovanje, tega sem omenila zato, ker je pač od teh najvišji poleg zdravstvenega, ampak tvoja pokojnina je pa omejena. Recimo v Avstriji, na Hrvaškem, v vseh teh državah, velja omejitev. Tako, velja omejitev in tudi za SP je pri nas velja omejitev. Sicer do nje zelo redko kdo pride, ker pač je toliko stroškov oziroma davčno priznanih odhodkov, ki jih ustvarijo, recimo, ampak... drži. Vseeno. Ampak poleg te, kar sva zdaj ugotovili, da ni ravno stimulativna, imamo še druge neposredne možnosti nagrajevanja. Recimo imamo opcijsko nagrajevanje, pa nagrajevanje delavcev iz dobička družbe. Kaj bi ti rekla o tem, a je to tako stimulativno, bi ti vzela opcijo ali ne vem, koga plačala s tem, ker je treba kar hitro plačati davke, razen če si start-up, po novem. Nagrajevanje delavcev v dobičku, to je bil en tak zakon, ki je bil tudi veliko pompa požel, ampak potem, tako kot tresla se je gora, rodila se je miš, skratka iz tega ni bilo nič. Jaz v svoji karieri še nisem delala s podjetjem, ki bi nagrajevalo delavce na ta način in mislim tudi celo, da je bilo na začetku nekih 5 ali 7 upisanih, ker mora biti celo upisani v poseben register pri ministrstvu. No, pa zakaj to ni zaživelo, lahko si mislim, ampak vse. Ker je zelo veliko pogojev, kdaj to sploh pride v poštev in tudi to, da je neka olajšava dejansko, je lahko ta dobiček, recimo letošnjega leta, izplačan šele po 3 letih. Tako, in to ni zelo stimulativno. Ne za podjetje, ne za opcije. Opcije so pa pri nas velik problem. Jaz imam kar nekaj strank, ki nagrajujejo z opcijami, to so del mednarodnih korporacij svetovnih, kjer recimo matična družba čisto zgoraj kotira na ameriški borzi, na nemški borzi, na francoski borzi in so delavci v Sloveniji dobivali opcije. Ampak te opcije so pri nas tako visoko obdavčene, da sem imela primer, ko je en slovenski direktor bil obdavčen več kot njegov ameriški kolega korporacije na svetovnem nivoju, ki je bil dejansko... Se pravi, ko ti dobiš opcijo, recimo iz mednarodnega podjetja, moraš si kar takoj recimo odšteti polovico stran, ne? Ko dobiš opcijo, še ne. Sama opcija je pravica do pridobitve delnice. In trenutek dobiš delnico. Nastopi z pridobitvijo ali nakupom delnice po znižani ceni. Tako, ne pa za pridobitvijo denarja, če lahko tako rečem, torej, ko delnico prodaš. Se pravi, ti v žepu nimaš še nič, imaš delnico, ampak nimaš keša, in moraš pač nekje dobiti ta keš, da plačaš svojo pravico, ki jo še ne moraš nekaj. Če ti dobiš delnice za stojn, moraš celotno vrednost, do tržne vrednosti, celotno tržno vrednost pravzaprav, dati v osnovo in obdavčati s dohodnino in prispevki. Če jo kupaš po znižani ceni, pa samo razliko, ta popust je v osnovi za obdavčitev z dohodnino in prispevki in tukaj gre za velike vrednosti. In tle je obdavčitev lahko do 70%. Pa še nekaj, če imam jaz prav, recimo, če te nagradi za opcijo, slovenski delodajalec, potem je on dolžen zate odvesti davke in prispevke. Torej bo FURS, če to ne bo plačano, terjal njih. Če pa iz tujine delodajalec oziroma mednarodna korporacija, pa tukaj ni plačnik davka, torej bo FURS terjal posameznika. Ne, po zdaj zadnjim pojasnilu davčne uprave oziroma finančne uprave je tudi v tem primeru plačnik davka pa slovensko podjetje, povezana oseba tega izdajatelja delnic, ki more pridobiti podatek o tem, koliko delnic so ti lokalni zaposlenci dobili in obračunati prispevke in davke. Se pravi, slovenska hčerinska družba od tega, ki obdari zaposlenega. No, kaj pa, če si ti IT-ovc recimo in delaš neposredno za tujca, potem pa ne? Potem pa ne, potem moraš pa sam prijaviti. Moraš pa sam, in tebe potem. Sicer, mogoče se še dotakneva, bila je sprejeta ena olajševalna obdavčitvena ugodnost, če tako rečem, in sicer, da se v določenih primerih samo 65% te vrednosti te osnove všteje v davčno osnovo. Ampak spet, jaz, ko so sprejemali zakon, sem bila zelo navdušena.
Ampak potem, ko so ga sprejeli, pa notri piše tako, da to velja samo v primeru, če slovenski zaposlenec dobi delnico direktno od svojega delodajalca ali od neposredne matične družbe. Tako in tudi pod pogojem, da je delovno razmerje med delojemalcem in delodajalcem do dneva izvršitve pravice oziroma odsvojitve pravice trajalo več kot 1 leto. Drži, ampak ta pogoj recimo, da je še večinoma izpolnjen, ampak to recimo predstavljaj si največja svetovna podjetja, ki imajo tukaj neko odvisno družbo. In v Ameriki skotirajo na borzi. In da delavec tukaj dobi ameriške delnice. On jih nikoli ne dobi od neposrednega lastnika slovenske družbe. Slovenska družba ima matično družbo v Avstriji, tam ima mogoče na Nizozemskem in to gre še gor. In v 5 največjih primerih, ko sem delala za podjetja, za te opcije, samo eden je lahko koristil to olajšavo. Jaz ne vem, kaj so s tem mislili, ampak tako, kot je en moj profesor znanja rekel, prava je rekel, ni važno, kam je zakonodajalec ciljal, važno je, kam je zadev. Tukaj pa kar zadane. Super. No, ampak da bomo pravični, a ne za tiste, ki so pa pri slovenskem razvidu upisani med start-upe, tisti pa imajo po novem neko ugodnost, ampak te ne sodijo pod mednarodne korporacije. Teh še ni toliko veliko. Na kaj naj podjetja še pazijo, da gremo recimo kakšnim nekoliko bolj lokalnim zadevam, Denimo bili so že primeri, ko so družbe nekaj časa splačevale minimalne zneske za prehrano, ker pač niso imeli recimo temu dovolj denarja, a ne potem pa se je enkrat tega denarja nekaj nabralo, mogoče tudi za neke vrste nagrado, in so potem to razliko želeli izplačati zaposlenim. Zavito lepo nagrado, oziroma v prehrano, čeprav naj bi bila nagrada. To ne gre, To govorijo zdaj že o lokalnih posebnostih, ampak so pogoste. So bile pogoste, tako bom rekla. Seveda podjetja so najdla način, da so, kot si rekla, minimalno prehrano in potem tisto razliko do maksimalne prehrane izplačala ob koncu leta kot neke vrste božičnico. In enako z regresom, tudi nekateri. Ampak poletni regres, Poletni regres. Zaradi tega, ker je razpon, koliko ga lahko plačaš neobdavčenega. Pri zimskem to najbolj ne bo šlo tako enostavno. Tako da prosim, povej. Žal je potem v enem primeru, znanem primeru velikega slovenskega podjetja, davčna uprava pač šla nadzirati in je rekla, to, kot ste vi izplačali decembra. Ampak ti povej najprej, kaj se je zgodilo, ker nisva povedali, da so manj plačali pa. Plačali so minimalno prehrano med letom in potem so razliko do polne prehrane, približno še 2 evra več, ali pa 3 evre več, plačali decembra v enem znesku. Poračun za celo leto za nazaj. In tega se je nabralo na delavca takrat 400-500 evrov, recimo. In to so delavcem izplačali kot neke vrste božičnico, brez obdavčitve. So rekli poračun prehrane. No, FURS se s tem ni strinjal takrat in je obdavčil to kot del normalne plače. In sicer z argumentom, da povračilo stroškov je treba izplačati takrat, ko delavec stroške ima. Ne potem na konc leta kot poračun. In tudi sodišče je temu pritrdilo, tako da se je ta praksa potem ustavila. Nekaj let nazaj. No, kaj pa pri regresu? Pri regresu je bilo pa, so podobno želeli. Isto so izplačali minimum, to je minimalna plača bila ponavadi do predvidenega roka 1. julija. In potem še poračun recimo kar novembra, to je že bilo prepozen. Ampak poračun novembra ali pa decembra kot neke vrste božičnico in enako jih je FURS obdavčil. Ampak če bi ti recimo poračunal do 1. novembra, bi to lahko še šlo mogoče, ker bi rekel, da si zaradi tega izplačal drugi del regresa, ker se bil pač nelikviden. Lahko. Če si pa po 1. novembru je pa mogoče malo težje, ampak to ne pomeni, da je to v redu, da bo šlo čez FURS, odvisno od primera do primera. A veš, Tanja, da oni so hoteli nagraditi delavce decembra. To pa je malo drugače. Vem. Tako da tudi to je bilo nekako ustavljeno. Kako se torej sploh splača nagraditi delavce? Imamo kakšno možnost, kjer je lahko nagrada davčno priznan odhodek, pa tudi za delavca, recimo, kaj pomeni, kaj so ta v bistvu te ugodnosti male vrednosti? To je tudi zakonodaja določa, ampak je zelo, ni precej natančno, ni zneska. Ni zneska. In ugodnosti manjših vrednosti vsem delavcem izplačane pod enakimi pogoji si lahko vsak drugače razlaga. Jaz nekje vedno rečem, vedno me sprašujejo, je to tistih 15 evrov? Ne, to ni tistih 15 evrov, ker posebej piše bonitete do 15 evrov enkrat mesečno, delavcu pa niso obdavčeni. To je
ali to bi bilo majica. kakšno zavarovanje, recimo. Recimo. Pa da ni to občasno, vedno, občasno. Medtem ko te ugodnosti manjših vrednosti, pa jaz rečem, recimo, vsakmu za rojsten dan se kaj podari, ali pa za novo leto kakšno manjše darilo. Ne morem pa reči, garantirati, kot je v slovenski davčni praksi tako običaj, da bo to šlo vedno čez pri vsakem davčnem inšpektorju. Ne? In ne glede na znesek, jaz pravim, da nekje do 42 evrov, ki je sicer ta znesek, ki velja za druge osebe, ne zaposlene, menim, da ne bi smelo biti težav. Ja. Kar je pa več, je pa že odvisno od konkretne osebe, ki pride to inšpicirati. Od konkretne dokazno breme je pa na davčnem zavezancu. Ne? Ja. Skratka, ne morem dobiti, ne vem, 500 evrov tudi v enkratnem znesku, ne poleg božičnice. Težko. Tudi v bonih ne gre več. No, to je tudi naslednje vprašanje. Boni, ne? Velikokrat recimo tudi v kakšnih podjetjih, kjer so recimo ali so trgovske družbe ali turistične, recimo, to si zdaj malo zmišljujem zaradi enostavnosti tega, dobiš lahko bone, recimo, ne vem, za počitniški aranžma z družino ali kaj podobnega. Ali to gre neobdavčeno skozi, ali je to boniteta, torej boniteta je pa obdavčena kot običajna plača, dohodnina in prispevke. To je načeloma boniteta, razen če bi lahko to, ker je to enkrat letno, recimo, a ne v božiču, mislim, za novo leto, rekli, da je to ugodnost manjših vrednosti, da bi šlo nekje do 42 evrov, vendar se bojim, da tukaj... 42 evrov je malo za to. Seveda. Se bojim, da tudi tukaj FURS tega ne bi priznal, ker pod temi ugodnostmi manjših vrednostih je primeroma, so našteti primeri v zakonu in piše kot regresirana prehrana in omogočenje počitka za rekreacijo, ne, v tem stilu, ne denarni boni, ki nadomestijo denar. Kaj pa, če dobiš denimo obisk fitnesa, recimo, da ima podjetje zakupljen fitnes, ne vem, enkrat na teden, to bi dober primer. To pa jaz mislim, da če je to zakupljen fitness za vse, da ni to karta vezana na osebo, ne za vse, ampak je to za vse. Ali pa recimo imamo primere, ko najemajo dvorano športno, da ljudje igrajo odbojko, nogomet, karkoli. Tle pa mislim, da to ni problem, ne sme biti boniteta. Vprašanje je sicer, kaj je z davkom od dobička, je to davčno priznan odhodek ali ne. Jaz bi kar vztrajala, da je. Ne glede na to, da bo se FURS včasih z mano ne strinja, ampak menim, da je tako zagotavljanje nekih športnih aktivnosti za zaposlene na dolgi rok sigurno koristno za družbo, ker bodo morda zaposleni manj na bolniški odsotnosti, in je to prinaša korist družbi. In zato bi da je to skrb za zdravje, team building in vse to, posebej zdaj, ko smo tako zelo usmerjeni v zdravo življenje in prehrano in podobne stvari tudi s to vlado, kaj pa popusti, no še to, denimo, recimo, da meni tukaj, ne vem, finance samo primeroma, ne da to dobim, dajo popust, ne vem, v nekem trgovskem centru ali pa, ne vem, za vino, da skompenzirajo finance in vinarji, ne vem, neko posebno... Zelo običajni so popusti na storitve ali pa na blago, ki ga samo podjetje prodaja ali pa izvaja, recimo storitve. In tukaj nekje velja nepisano pravilo sicer, da če so te popusti v takšni višini omogočeni vsaj še kakšnim zunanjim, potem to ni boniteta. Se pravi, če jaz na financah dobim popust za neko vino ali za, ne vem, trgovski center, če dobim to samo jaz oziroma samo zaposleni na financah, potem bi bil tukaj lahko problem. Če bi pa rekli še recimo poslovni partneri, s katerimi veliko sodelujemo, skratka, samo da je še nekdo drug, potem bi bilo pa to sigurno lažje upravičiti. Kaj pa plačevanje stroškov za zdravstvo, recimo za razne preglede? Ali je to davčno priznan odhodek in tudi ni boniteta, ali je to... Tukaj je pa kar natančno opredeljen, da zdravniški pregledi niso boniteta samo v primerih, kjer zdravniški pregled zahteva zakon. To se pravi, ti udobni zdravniški pregledi, ki se zahtevajo, odvisno od vrste poklica, kako pogosto, ti niso boniteta in so seveda davčno priznan odhodek. Vsi drugi so boniteta. Se pravi, menedžerski pregled je boniteta. Menedžerski pregled je že dolgo znano, da je boniteta in tudi FURS v primeru inšpekcije to striktno obdavčuje. Je pa davčno priznan odhodek? Vse bonitete, kjer so obračunani davki in prispevki, so davčno priznani odhodek.
Dobro, se pravi tudi kakšni okulisti, zobozdravniki, pa to ne grejo skozi, a ne, žal. Težko. Ja, ok. Pa če se vrneva recimo za konec k božičnicam, kaj bi ti recimo svetovala nekomu, ki ima malo manj denarja zdaj na koncu? Kaj naj naredi? Naj se zakreditira ali naj izplača marca? Težko je to svetovati, ne. Delavci sigurno zdaj si bojo vsi želeli tega. Ja. In tudi tisti, ki ne bojo dobili, glede na to, da bo dobil cel javni sektor, ker pač država ima, a ne, bodo verjetno nezadovoljni. Tako da, če se le da, bi jaz to izplačala, ker to danes ali pa čez 2-3 mesece je v bistvu praktično dosti vseeno, ne. Ja. Če se le da, bi to izplačala, če se ne da, pa potem seveda do konca marca. Ja. In držimo pesti, da potem ta za nekatere prisila, ker sva pač že rekli, da bi vsak to izplačal, ki lahko izplača, ker tako ali tako se izplača božičnico običajno, kdor lahko, skratka, da se ta prisila ne bo preveč poznala ob izplačilu poletnega regresa. Vemo, da se gospodarstvo ohlaja, volitve bodo. No, se te zimski dodatki. Teh bombonov je tudi kar nekaj. Bodo vsi splačani pred volitvami. Tako pred volitvami. In zdaj najverjetneje tudi kriptodavka ne bo, a ne? Ker so ga umaknili iz državnega zbora. Skratka, teh predvolilnih bombonov je kar nekaj, vinjete in tako naprej. V pričakovanju smo naslednjega leta, ne? Se kar bojim, kako bo potem to. Ja, kakšni bodo rezultati. Kakšen bo najen pogovor naslednje leto. Ja, evo. Bi še kaj dodali? Samo, da si želimo čim bolj mirno in stabilno davčno okolje, ki ga pa žal v tem trenutku ne vidim. Tako. Evo, najlepša hvala. Do naslednjič. Hvala.